Dober dan, pozdravljeni na posvetu za čisto reko. Letos mineva 35 let od vpisa Škocjanskih jam na svetovni seznam dediščine pri UNESCO. 10 let pozneje, pred 25 leti, torej je država ustanovila park Škocjanske jame, da bi varovala, razvijala, izobraževala, spremljala stanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Do danes se je javni zavod včlanil v vrsto mednarodnih mrež. Njihov cilj je varovati naravo in kulturno dediščino ter trajnostni razvoj. Škocjanske jame so od leta 1999 na seznamu mednarodno pomembnih mokrišč. Konvencijo so sklenili pred pol stoletja v iranskem mestu Ramsar. Njeno vodilo pa je voda, mokrišča in življenje so neločljivi. Mednarodna skupnost letos obeležuje tudi 50. obletnico UNESCO programa Človek in biosfera. V njegovem okviru park Škocjanske jame od leta 2004 upravlja z biosfernim območjem Kras in porečje reke. Temeljni cilj programa Človek in biosfera je vzpostavitev vzdržnega sobivanja človeka in narave. Poleg vsega naštetega, letos prvič obeležujemo še mednarodno leto jam in krasa. Pobudo za to je dala Mednarodna speleološka zveza, ki ima sedež v Postojni. Namen je ozaveščati prebivalstvo o velikem pomenu podzemnega kraškega sveta. Letošnje geslo je raziskujmo, spoznavajmo, varujmo. Dovolj razlogov za današnji posvet z naslovom Za čisto reko. Namenjen je lokalnim skupnostim v porečju reke in vsem, tako pravnim kot fizičnim osebam, ki na območju opravljajo dejavnost, ki z nepravilnim delovanjem lahko povzroči onesnaženje. Porečje reke je še vedno izpostavljeno različnim vrstam onesnaženja, ključni so nenadzorovani izpusti nevarnih snovi v reko, neodgovorno odlaganje silažnih bal na poplavnih ravnicah ob strugi reke in divja odlagališča. Onesnažujejo vire pitne vode v kraških vodonosnikih, poslabšujejo življenjske pogoje ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam, tako na površju kot v podzemlju. Naša skupna naloga je, da to stanje popravimo, izboljšamo. Vsak korak k boljšemu življenjskemu okolju je pomemben za vsa živa bitja, k temu cilju moramo stremeti vsi. Z javno razpravo pa tudi s konkretnimi dejanji. Zato je ambicija današnjega posveta oblikovati forum oziroma ustanoviti forum za čisto reko, delovno telo, ki letno spremlja stanje reke, izpostavi težave in sprejme sklepe za njihovo omilitev ali odpravo. Hvala vsem za udeležbo. Preden pa začnemo, naj povem še to, da je današnji posvet omogočila Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, ki deluje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. In kot že omenjeno, z njim se obeležuje že omenjena 50. obletnica programa Človek in biosfera. Še ta informacija, dogodek se snema in predvajan bo na YouTube kanalu parka Škocjanske jame. Običajno je ob začetku dogodka nagovor prirediteljev, pogrešamo županjo občine Divača, zatorej besedo direktorju parka Škocjanske jame Stojanu Ščuki. Lep pozdrav. Hvala, ker ste se današnjega posveta udeležili. Mislim, da posvet bo vsekakor cilj samega posveta je, tako kot je že predhodnica rekla, Irena Cunja, da se ustanovi ta forum. Dejansko ta forum mislim, da je nujno potreben. Jaz se spomnim kot otrok, ko sem hodil v Škocjanske jame, kako sem si takrat želel čim prej priti ven, ker je v jami smrdelo. Pene so bile nekaj metrske. To pomeni, od takrat do danes se je stanje bistveno popravilo. Ampak je pa še daleč od tistega, kar bi si vsi skupaj želeli.
Mi smo vključeni v ta program Človek in biosfera kot biosferno območje Krasa in porečja reke in znotraj imamo kar nekaj forumov, tako imenovani odbor za varovanje narave, odbor za varovanje kulturne dediščine in tudi odbor za trajnostni turizem. Tako da danes mislim, da smo si zastavili za cilj, da se vsi tisti, ki smo zainteresirani, tako kot inštitucije, podjetja, kot tudi posamezniki, da se nekako združimo in poiščemo neko obliko, na podlagi katere bojo vse naše aktivnosti težile k temu, da to stanje reke izboljšamo. Želim vam, da bo danes ta posvet ploden in da bo pripeljal res take pričakovane rezultate. Hvala. Dober dan, lep pozdrav. Vsi smo sami taki, ki se že poznamo in tudi poznamo verjetno problematiko, ampak morda ni nič narobe, če obnovimo vse skupaj od samega začetka. Jaz bom probal na kratko povzeti v bistvu delo naše sodelavke Maruše Markočič, ki je pred leti pod mojim mentorstvom pripravila strokovno nalogo v sklopu njenega pripravništva, prav z naslovom Potencialni onesnaževalci v porečju reke. Takrat smo si želeli pač zbrati, nakupiti vse te, ki bi lahko potencialno vplivali na kakovost reke. To ne pomeni, da so vsi ti dejansko na neki črni listi ali kaj takega, ampak znajo pa vplivati tako ali drugače. Saj, če vsak posamezno kaj prispeva, seveda se kumulativno lahko pol precej več pozna. Zakaj sploh taka skrb za to našo reko? Jaz sem povzel čisto tako, da uvodoma nas vpeljemo tu. Konec koncev je ta reka vsem nam tako draga, je tudi ustvarila en prečudovit, veličasten podzemni rov, cel sistem praktično s zelo slikovitim ponornim delom. To je vse delo reke, ki še vedno vztraja na ti svoji poti v kraško podzemlje, v nedrje matičnega Krasa. Nenazadnje polni kraški vodonosnik, ki ga uporabljamo za oskrbo s pitno vodo Krašovci, deloma tudi obala. Je rdeča nit celotnega tega območja, porečja. Tisti starejši ste lovili rakevni, še starejši, ki jih več ni, so upravljali z mlini in žagami. Skratka, je ena vodna žila, ena dobrina, ki je pomenila precej v življenju vseh, pa tudi nas še vedno. Omogoča življenje številnim vrstam, torej ni zdaj zgolj, da človek ima neke koristi, ampak seveda tudi narava, vrste vezane na reko, ki živijo v reki, ob reki, torej in ribe, in raki, in ptice, in nevretenčarji, vse tu, kar je od reke neposredno življenjsko odvisno. Nenazadnje je zakonsko zaščitena, je sama reka del omrežja Nature 2000, pa tudi po našem zakonu o regijskem parku Škocjanske jame je pač režim za vplivno območje veleva, da se pač ohranja kvaliteto vode v reki. In nenazadnje, reka je tukaj že precej dlje, kot smo mi, milijone let že vztraja na tem svojem toku v nedrje klasičnega Krasa, matičnega Krasa, medtem ko smo mi res v njenem življenju prisotni praktično zadnjih par sekund. Z vsem spoštovanjem, se pravi, do te vode. Zdaj, za tiste, ki morda ne poznate toliko, malo o opisu tega porečja, kam seže. Torej leži v več občinah, od majhnega dela tukaj Postojnske, pretežnega dela v bistriški občini, en del je Kozinske, pa Divaška občina in seveda tudi Pivška seže v porečje reke, ki je hkrati tudi vplivno območje. Torej del Brkinov, Košanska dolina, Vremščica, Predstranško-Slavenski ravnik, Divaški Kras, Sajevško polje, to so te neke glavna območja, ki jih lahko opredelimo in ki pač ležijo v porečju reke. Večino pokriva flišnato, torej flišne kamnine, to so peščenjaki, lapori in
so pač nepropustni, zato je na njih razvita kar gosta rečna mreža, površinska. Sama reka pa teče po površju okrog 51 km. Prvi izviri so celo na hrvaški strani, tako da je reka z mednarodnim značajem, če vemo, da ponikne v Škocjanskih jamah in se zopet pojavi na drugi strani Krasa v izvirih. O kakovosti vode je direktor že načel to temo. Poznamo stanje iz druge polovice 20. stoletja, v 60-ih, 70-ih se začne onesnaženje zaradi industrializacije. Takrat še jaz, ko sem bil v osnovni šoli, smo se učili, da je reka v 3. do 4. kakovostnem razredu. Takrat so bili še ti kakovostni razredi malo drugačni kot danes. Smrad, pene so bile posledica predvsem postopkov, ki so jih takrat izvajali oziroma s katerimi so svojo proizvodno delovali v tovarni organskih kislin in pa v lesonitu. Kasneje se je izkazalo, da je prav tok tisti, ki je najhujši onesnaževalec. Z zaprtjem se je sama reka precej hitro v par letih očistila. No, zbrskal sem eno poročilo iz leta 2002 do 2006, to je bilo seveda že 15 let kasneje, kjer je zaznano dobro kemijsko stanje, ampak z kar povišano potrebo po biokemijsko in pa kemijsko potrebo po kisiku. Povišane pa so bile tudi koncentracije amonija, nitrita, nitrata, mineralnih olj in detergentov, sami si lahko mislimo od kod. No, če danes pogledamo poročilo, zadnje, sem šel prav včeraj gledat, Agencije Republike Slovenije za okolje, je načeloma stanje v reki in pritokih, to je Klivnik, Mola, Kosjeze, Bridovec in Škocjanske jame, torej od zmerno, to so te rumene dve, pa dobro, pa zelo dobro. Super, če človek tu pogleda, si misli juhuhu, ni pa vendarle vse tako rožnato, to tudi sami vemo, predvsem, ker res opažamo včasih tudi sami pene, opozarjajo nas tudi prostovoljni naravovarstveni nadzorniki, ki živijo ob reki in tudi blatna pride včasih, pa malo smrdi, pa tako naprej, vse vemo. Delamo pa na temu, da bi jo spravili na višji nivo. Zdaj, vodo rabijo številni, ki živijo ob tej reki, zato potrebujejo vodne pravice, da tudi dobijo, so potrebna vodna dovoljenja. Pred časom jih je izdajal Arso, zdaj ne vem, ali se je kaj spremenilo ali ne. V glavnem so pa bolj obremenjeni izviri kot sama reka, predvsem za voljo oskrbe s pitno vodo, takih izvirov je kar nekaj v porečju reke, drugače pa ljudje pol še uporabljajo to recimo za zalivanje ali kaj takega. No, če si pogledamo na kratko še komunalno infrastrukturo v porečju, gre za, pač tukaj razumemo kot neke naprave oziroma opremo, ki služi za oskrbo z vodo. Imamo od javnih, lokalnih in zasebnih vodovodnih sistemov, potem razumemo tukaj kot sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, torej trenutno je opremljena in priključena na čistilno napravo Ilirska Bistrica z nekaj naselji, nekaj še manjših čistilnih naprav, v zadnjem času se kar gradijo za manjša naselja, lokalnih torej. Potem sem spada še ravnanje s komunalnimi odpadki. Vemo, da v glavnem so občine že zdavnaj prešle na ločeno zbiranje teh odpadkov. Še vedno pa seveda ostaja vprašljiva vodotesnost greznic, ki jih imajo številna naselja, še vedno v porečju reke. Mestoma gre tudi za neposredne izpuste, ko se spuščamo s čolni po reki, kar vsake toliko naletimo na kakšno cev, ko preteče od ne vem kje. Je pa res, da se izdeluje tudi projektna dokumentacija za urejanje manjših in večjih naselij z malimi čistilnimi napravami. Torej, tukaj je še vedno kar nekaj naselij, ki nimajo še urejenega zbiranja teh odpadnih komunalnih voda. Tu bi bilo treba seveda nadaljevati s tem in čim več naselij na to priklopiti. Zdaj si bomo na kratko pogledali, kateri pa so ti potencialni onesnaževalci.
Tukaj jih imamo naštete, vsakega bomo si podrobneje ogledali. Naselja, torej vemo, da zna prihajati do ponikanja odpadne vode, predvsem iz kakšnih netesnih kanalizacijskih vodov. Do tega prihaja predvsem zaradi dotrajanosti ali pa zaradi poškodb. Ponekod prihaja tudi do prepleta, do mešanja meteornih voda z odpadnimi vodami. Imamo občasno tudi izpade ali pa okvare na čistilnih napravah. Tomaž bo omenil en tak dogodek izpred par let na čistilni napravi Ilirske Bistrice v Topolcu. In imamo pač neurejeno zbiranje in čiščenje teh odpadnih voda, ki sem ga že omenil za nekatera naselja. Kako je z odpadki? Torej, centri po posameznih občinah seveda zbirajo ločeno odpadke, s tem je načeloma vse v redu in prav. Imamo pa še vedno precej divjih odlagališč. Po registru izpred nekaj let, glejte, so te rdeče pikce, divja odlagališča, okrog 160 jih je registriranih v porečju reke. Žal polovica od njih vsebuje tudi nevarne odpadke, med katere sodijo vse te zadeve, ki so tukaj naštete, torej od salonitk, vemo, laki, barve, motorna vozila, asfalt, gradbeni material, tega je kar nekaj, ki se pol pomeša še s kakšno izolacijskim materialom, plastične mase in tako naprej. Plus 6 je v registru tudi divjih odlagališč v brezdnih in jamah, torej še bolj neposredno povezane z podzemljem. Rak rana je še vedno nekdanje odlagališče tovarne organskih kislin Globovnik pri Ilirski Bistrici. S tem se ukvarjamo že kar nekaj let, oziroma so se že pred nami, ampak skušamo le priti stvari do dna, da bi ga sanirali in da ne bi več iztekalo tisto, kar izteka zdaj trenutno v reko preko Trnovška. Potem pa sta še dva velika odpada, Velika Pristava in Neverke. Še posebej Neverke se kar širi zadnje čase, trenutno pokriva okrog 15.000 kvadratnih metrov površine, promet pa se povečuje, tudi mi sami opažamo, precej kamionov prevaža te odpadke. Promet je seveda tudi še kar aktualna zadeva, glede na to, da je poteka med Postojno, Pivko, Ilirsko Bistrico, Jelšanami kar prometna os za predvsem tovor z nevarnimi odpadki tudi, pa z naftnimi derivati. Ilirska Bistrica je kar znana po avtoprevozništvu, ogromno jih je, ki imajo prijavljeno to dejavnost in tukaj se po ocenah, ki jih je Maruša zbrala, od 100 do 160 tovornjakov in vlačilcev dnevno prevaža po tej cesti. Veliko število, kot sem omenil, je teh avtoprevoznikov za razne prevoze. Omenil bi pač možnost tudi seveda prometne nesreče, s katero bi lahko prišlo do izlitja nevarnih snovi. No, tukaj smo pa mi v sodelovanju z prostovoljnim gasilskim društvom iz Ilirske Bistrice tudi opremili ekipo za reševanje ob takih primerih s hidrovakom in so sem potrebno opremo za take nesreče. Tukaj je seveda industrija in obrt. Registriranih je 60, večinoma manjših obratov, ukvarjajo se z različno dejavnostjo, od lesnih izdelkov, torej proizvodnje lesnih izdelkov, mesa, kovinskih izdelkov, elektronskih naprav, skratka, so pa zgoščeni dejansko bolj na območju Ilirske Bistrice, pa tudi zmeraj bolj v Košanski dolini. Največja proizvodna obrata, ni dvoma, sta Lesonit in Pivka perutninarstvo. Imamo pa tudi v porečju 4 obrtne cone, v glavnem ima vsaka občina svojo, no. To je tak trend zadnje čase in to tako je. No, sem noter pa bi vseeno še uvrstili in bi izpostavil še nekaj avtopralnic, ki delujejo v porečju reke, in pa kamnolomi. Eni bolj aktivni, eni manj, eni zapuščeni, pa se ponovno obujajo. Skratka, tu so lahko tudi potencialni onesnaževalci. Kmetijstvo pravzaprav še ni niti tak velik problem, glede na to, da je precej usahljivo.
od 50-ih, 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je predstavljalo praktično primarno dejavnost številnih ljudi tukaj v porečju reke. No, z industrializacijo vsaj na območju Bistrice je precej zamrlo, v Brkinih je še bilo aktivno, predvsem sadjarstvo, njive so po teh poplavnih ravnicah. Tukaj prihaja predvsem zaradi seveda škropljenja, ne vem, s fitofarmacevtskimi sredstvi za varstvo rastlin ali pa z gnojenjem do razpršenega onesnaževanja. Problem so bolj točkovni izpusti, recimo na kakšnih večjih farmah, tisti, ki se pač ukvarjajo še vedno z živinorejo, je pa malo v porastu tudi ovčereja v zadnjem času, kar je sicer po drugi strani dobro za neko ohranjanje biotske raznovrstnosti višje gor na suhih kraških travnikih. No, in imamo v porečju tudi 2 ribogojnici. Turizem in rekreacija, ne moramo tudi mimo tega ne. Trenutno je tako še kar aktualno urejanje trenutno turističnega središča na Sviščakih. Še vedno ni urejeno zbiranje odpadnih voda, vsi imajo svoje greznice, take, kot so. Imamo malo nad izvirom Bistrice, ki oskrbuje s pitno vodo kar precejšnje število ljudi na tem območju in širše. Športno strelišče na glinaste golobe. Zdaj so sicer ti metki menda že plastični, v preteklosti so bili svinčeni in se je tega kar nekaj nabralo. To ni najbolj zdravo, ni še predrlo do izvira, ampak če se kontaminira izvir, se bo kar za nekaj časa, če ne trajno. Imamo v OPPN-ju Bistriške občine opredeljeno tudi urejanje ob Moli, to je akumulacija torej na pritoku, ki teče v reko in seveda v Škocjanske jame. Imamo tukaj nedaleč športno letališče Divača in v Pivki recimo en tak večji center, park vojaške zgodovine, ki se v zadnjem času zelo širi in je zelo prosperira in je pa tudi v vplivnem območju. Tako da zaključil bi z besedami, da je stanje zadovoljivo, tu se lahko strinjamo, ne pa še povsem dobro, da se pričakuje verjetno zmanjšanje odpadnih komunalnih voda, upajmo, na celotnem porečju reke, da je potrebno žal nadaljevati z čistilnimi akcijami, predvsem divjih odlagališč in pa z sanacijo Globovnika. Mi bomo se še naprej prizadevali, imamo podpisan tudi tripartitni sporazum z Ministrstvom za okolje in prostor pa z občino Ilirska Bistrica o sanaciji le-tega. In da kar nam ostane je seveda nadaljevati z ozaveščevalnimi akcijami, predvsem pa z večjim poudarkom na ozaveščanjem nas samih, ker dostikrat smo tudi mi ti, ki malo zgubimo rdečo nit, pa nas malo odnese in tako naprej. Ena misel za zaključek, torej dejansko namen tega posveta ni zdaj kazati s prstom en na drugega, ampak stakniti glave in skušati konstruktivno pač postaviti stvar na en višji nivo. Soočili smo se z dejstvi, se jih na tak ali drugačen način že vsi poznamo odprej, ampak mislim, da je ustanovitev enega takega odbora ne bi bilo res cilj vseh nas, ki si prizadevamo za čisto reko, za čisto vodo, čisto iskren, dobronameren in evo, s temi besedami prepuščam predstavitve še ostalim, se vam zahvaljujem, če pa kakšno vprašanje, pa bomo pol kasneje v razpravi lahko še kaj pokomentirali. Hvala lepa. Jaz bom na kratko povzel nekih ključnih poudarkov oziroma rezultatov analiz, ki smo jih opravili skupaj s sodelavci Parka Škocjanske jame. Inštitut za raziskovanje krasa iz Postojne občasno izvaja monitoring vodnega telesa reke Reke in sicer v vplivnem območju parka ponavadi in sicer bodisi na ponoru oziroma pred ponorom ali v sami jami. Torej, kot je bilo že v uvodu rečeno, reka Reka se zdi pravzaprav na prvi pogled v redu in če vzamemo v obzir nekatere
osnovne kemijske parametre, kot so naprimer kloridi in nitrati, ki ponavadi nakazujejo tudi lahko možnost neke kontaminacije, so v reki relativno nizki oziroma nič posebnega nam ne povedo. To so sicer podatki za obdobje 2014 in 2015, ampak situacija se ni bistveno spremenila. V reki občasno dosegamo nekatere povišene koncentracije mikroorganizmov, ampak moramo vedeti, da pač reka je živ sistem, so prisotne živali, so prisotni drugi dejavniki. Mogoče bi bilo vredno omeniti, da v reki občasno dosegamo oziroma zabeležimo tudi prisotnost Escherichie coli, ki je nekakšen indikator fekalne kontaminacije našega okolja. Torej v splošnem, če to pogledamo, stanje niti ni tako zelo slabo. Vendar pa, če bomo šli detaljno iskati nekatere stvari, bomo seveda tudi tole našli. Tako smo leta 2014 v reki, ki je bila vzorčevana v sami jami, sicer v Svetinovi dvorani, zabeležili prisotnost detergentov. Torej vse v tem primeru penjenje reke ni bilo posledica zgolj naravnih dejavnikov v sami reki, ker mi vemo, da pač v reki so tudi prisotni določeni saponini, ki povzročijo naravno penjenje voda. Kot je bilo že omenjeno, 2016 je bil en večji dogodek, ki smo ga tudi mi zabeležili oziroma so nas pozvali k predstavitvi našega mnenja oziroma smo sprožili skupaj inšpekcijski postopek. Namreč zgodilo se je to, da je prišlo do nekega vnosa onesnaževal na čistilno napravo Ilirska Bistrica in na iztoku iz čistilne naprave so se pojavile pene, ki so seveda zaključile svojo pot v reki. No, v tem primeru smo se službe in inštitucije povezale in smo dejansko sprožili ta postopek, o katerem bo verjetno več govoril kasneje. 2018 smo potem naredili dodatno analizo, a še to, da povem, v bistvu mi sodelujemo oziroma te analize za nas izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ker pač so tudi akreditirani za izvajanje oziroma za podajanje rezultatov določenih analiz. Tako smo leta 2018 v sodelovanju z sodelavci Parka Škocjanske jame ponovno šli vzorčevati reko in sicer v področje Svida Varte in sicer za prisotnost organskih onesnaževal. Vzorčevano je bilo, kot vidite, ob nizkih vodah, in sicer avgusta meseca. In zanimivo, da ta vzorec je vseboval kar nekaj zanimivih polutantov. In zdaj, če gremo kar skozi na hitro, bili so ftalati, ki so uporabljeni v proizvodnji plastike, bila so prisotna mineralna olja, kar pomeni, da so bili prisotne neka kontaminacija nafta, bencin in podobno. In kot vidite, so prisotne bile še nekatere druge kemikalije, ki so po razlagi pravzaprav vpletene v proizvodnjo plastike oziroma plastifikatorjev. Tako da dejansko ta vzorec je bil zelo zanimiv, ker nam je pokazal organsko onesnaženje v sami reki na ta dan. No, podobno smo potem leta 2019 izvedli to precej zapleteno analizo, ponovno v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. In smo tudi takrat dobili, se pravi v času nizkih voda 2019, neke organske substance, ki so recimo intermediati pri sintezi oziroma pri stabilizatorju nekih organskih polimerov. Se pravi, dejansko reka prinese v same Škocjanske jame neko organsko onesnaženje, ki ga je z običajno analitiko seveda težko zabeležiti. No, kot je bilo rečeno, ena rak rana reke je seveda še vedno nesanirana deponija Globovnik. Mi smo pred časom naredili neko oceno, kaj se tam dogaja in še vedno prihaja sicer v manjši meri do izcejanja organskih substanc, še vedno so prisotne relativno visoke koncentracije sulfata, imamo še vedno težke kovine na iztoku iz same deponije, prisotni so cianidi in še vedno tudi smrdi. Torej, vpliv samega Globovnika na ekosistem, ne samo Trnovščka oziroma reke, se kaže na vodnih združbah in samem rečnem vodnem ekosistemu na različne načine. In sicer lahko je takojšen, če so visoke koncentracije cianidov in fenolov v bistvu
pride do pomora, pogina te biote. To, kar se izloča iz globovnika, so potem še tudi težke kovine in v tem smislu lahko govorimo o kumulativnem učinku, se pravi, ta učinek ni takoj viden, ampak se kaže na bioti v daljšem časovnem obdobju, kot je na primer onesnaževalo ta živo srebro, svinec in cink. In potem seveda so potem še različni učinki glede na druga polutanta na sam vodni ekosistem. Torej, tako na kratko v teh ključnih poudarkih onesnaževal je pa reka še vedno relativno nepoznan ekosistem in še vedno skriva določene skrivnosti, tako da lahko poročamo, da so 2017 sodelavci parka Škocjanske jame v porečju reke oziroma v strugi reke ob času nizkih voda, ko se reka umakne v svojo strugo, odkrili prisotnost žvepljenega izvira. Žvepljen izvir je zelo zanimiva naravna znamenitost. V Sloveniji je to po mojih podatkih šele 5. In trenutno izvajamo intenzivno nekatere geološke pa tudi mikrobiološke raziskave. Tako da tudi iz tega vidika se splača reko res izboljšati njeno stanje, ker to je res en tak zelo zanimiv naravni fenomen, ki ga je smiselno tudi nadaljnje čuvati in ohranjati. Tako toliko iz moje strani, zdaj pa bi povabil mogoče še sodelavca Mitja Beloška. Da bi dobili zelo celovit pogled v kakovostno stanje reke, seveda bi mogli spremljati številne parametre, od glavnih skupin, kakor jih je že Jani omenil, težke kovine, potem organska oziroma tudi anorgansko onesnaženje pa z biološkimi parametri. In rečeno je bilo v bistvu, da kemijsko stanje načeloma v redu. Seveda pa se postavlja na vsake toliko časa tudi vprašanje, kaj se zgodi ob trenutnih povišanjih vodostaja, kajti takrat lahko prihaja do spiranja snovi v samo reko. Imeli smo srečo, da smo pred približno mesecem dni ujeli en tak val, ki smo ga poleg z vidika sledilnega poskusa obdelali tudi z vidika onesnaževal. Tukaj vidimo v bistvu predhodno, na začetku meseca je v reko vtekala predvsem voda, ki izvira na območju Škofelj, potem je prišlo do enega poplavnega vala reke in potem je reka zopet presahnila in v Škocjanske jame je vtekala voda, ta zopet iz območja Škofelj. Vidimo, da se ob tem spremenili številni kemijski parametri. Bi samo se osredotočil na mogoče nitrite in pa nitrate. Vidimo v bistvu, da takoj, ko je reka pritekla v Škocjanske jame, so se nitriti vzdignili in ko je reka počasi izgubljala pretok, se je stanje postopoma izboljševalo. To pomeni, da reka iz okolice Škofelj pravzaprav predstavlja relativno čisto vodo. Reka, ki je pa pritekla iz območja, pač svojega vodozbirnega območja, pa je vendarle kontaminirana. Tudi nitrati na drugi strani kažejo zelo podoben odziv, ampak kljub vsemu pravzaprav od začetnih koncentracij, ki so znašale pod 1,5 mg na liter, so prišle koncentracije do recimo pod 7 mg na liter, kar je tudi z vidika recimo življenja Protusa, ki je za nitrate občutljiva vrsta in tolerira nitrate tam do 10 mg na liter, pravzaprav zelo ugodno. Tako da ob enem takem trenutku, takem poplavnem valu vidimo, da v reko pravzaprav se z vidika kemijskih onesnaževal stvar ni tako zelo slaba, bi bila pa lahko tudi boljša. Kaj se pa dogaja na terenu, vedo najbolje naravovarstveni nadzorniki. Vabim Tomaža Zormana, vodjo naravovarstveno-nadzorne službe v parku Škocjanske jame, da pove, kaj vse se opazi na terenu. Ja, hvala za besedo. Jaz bom pač predstavil dejstva. Tle nimamo kaj skrivati, tisto, kar smo videli, tisto smo posneli. In posneli smo marsikaj in videli tudi marsikaj. In zagotovo, ne vem, če so tisti, ki so to počeli, ponosni. Jaz zagotovo nisem ponosen, da nam v park prihaja to, kar prihaja, čeprav ni tako slabo, ampak vendar se dogajajo še vedno vse sorti neumnosti, če lahko tako rečem.
Med njimi je, naprimer, sam nekaj predstavil bom pač nekaj takih zelo vidnih stvari, naprimer stresanje še vedno smeti in ostalih odpadkov tle pri Vremah, kjer se v bistvu na brežino reke oziroma na bregove reke dobesedno stresa s kamioni, najbrž s traktorji, pač določene mešane odpadke, med katerimi so tudi nevarni, tudi barve so bile vmes in tako naprej. Ne bi zdaj rad izpostavljal posameznih vasi, ampak to je pač slikano pri Premu. Prem ni edina vas, se pravim, se pa dogajajo vse sorti stvari. Nečem kritizirati, ampak moram pa povedati, da je to res in da to ni nobena fotomontaža. Tam so pač uspeli zgraditi v bistvu celoten kanalizacijski sistem, potem je pa, kakor sem jaz razumel, zmanjkalo denarja za čistilno napravo in v bistvu zdaj vsa kanalizacija teče naprej nemoteno v reko. Najhujši problem je še v tem, da kmet, ki je ekološki kmet in ki mora imeti vse poštimano, ima vse zrihtano, potem mu pa v bistvu ta kanalizacija priteče dobesedno na dvorišče naprej in je čist besen, kar je normalno, ker on je mogel vsem pogojem zadostiti, ostali pač mu pa drek spuščajo dobesedno na dvorišče. In take stvari so pač problematični so tudi taka mesta za parkirišča, ki niso seveda primerna in zagotovo se upam trditi, čeprav nimam dokazov, da ta voda, ki se tukaj sceja, povzroča potem tudi take pene, kot so na slikci, ki se potem pojavljajo v naših dolinah oziroma celo v jamah. Kdaj pa seveda te cisterne, to ni izmišljeno, imamo celo slikce, ki so bile v časopisu, pobegnejo tako rekoč v reko, ker jo ne uspe pravilno priklopiti ali kakorkoli že, skratka. Popolnoma neprimerno, zadeva je bila že večkrat prijavljena inšpekciji, vendar se še vedno ni kaj dosti zgodilo. Se pa stvari seveda v jami potem ne skrijejo, ampak plavajo naprej. Zagotovo ni niti narava temu hvaležna, še manj turisti, ki to gledajo. In tudi mi kot naravovarstveniki jih dostikrat poslušamo, kaj pa počnete. Ja, kaj počnemo? Počnemo tisto, kar lahko. V bistvu zabeležimo stanje, prijavljamo inšpekciji in to je pravzaprav vse, kar lahko naredimo. Zato pa je ta posvet tudi ena od teh priložnosti, da bi lahko skupaj, ker vemo, da neka kritična masa zavednih Slovencev oziroma domačinov, državljanov, kakorkoli že, bo lahko premikala te stvari na boljše, ker sicer kapital včasih gleda samo na tisti svoj dobiček, nikoli pa prav dosti ne na naravo, čeprav vemo, da smo od narave odvisni in da Globovnik je bil že omenjen, da take stvari se pač v naravi ne bi smele dogajati. Tako brezvestno ravnanje, da se oljni filtri in celo sodi olja, pred kratkim so bili najdeni 3 veliki 200-litrski sodi odpadnega olja sredi Gmajne, to se pač v današnjih cajtih res ne bi smelo dogajati. Hkrati je bilo pa tudi že omenjeno, da reka je zelo dober prenašalec plastike. Omenjene so bile predvsem te bale za silažo. S tem imamo kar dosti težav. Plastika sama po sebi je zelo grda, pa bi človek rekel niti ne toliko problematična. Ampak ta plastika razpada in s to plastiko, ko razpada, postajajo delci vedno manjši. Ta plastika se potem imenuje mikroplastika in ta mikroplastika potem vstopa v prebavne sisteme živali in to je pa potem seveda že problem. In to velik problem, kajti tako ptiči kot tudi vse ostale živali v bistvu mislijo, da so site, pa niso site in shirajo na račun sitosti, ki to seveda ni. V naših dolinah večkrat naberemo velike kupe
te plastike, ki jo voda pravzaprav prinese. Moram reči, da je stanje kljub temu vsako leto boljše, ozaveščenost narašča, tudi te čistilne akcije Očistimo Slovenije so zelo pripomogle. Nikoli pa ne smemo biti preveč zadovoljni, ker se še vedno se nabere 20 ali več vreč te robe in verjemite, da ni lahko to spraviti potem z dolin ali pa celo z konca jame spet nazaj ven. Ne. Tako da smo tukaj res zelo hvaležni pravzaprav našim prostovoljcem, predvsem tudi naravovarstvenim prostovoljcem, ki nam prvič sporočajo stvari in uspemo ukrepati kakor toliko hitro, drugič pa tudi pomagajo ozaveščati javnost in pa tudi fizično pomagajo potem te stvari pospraviti oziroma očistiti. No, itak, dogaja se vse sorti in ne vem in ne razumem, res ne morem razumeti, zakaj to peljati gmajno, če imamo na smetišču oziroma na odlagališčih možnost oddati smeti zastonj, ker itak plačujemo tiste hišne smeti in je vsakršna dodaten odvoz kosovnih odpadkov res zastonj in celo dlje peljo ljudje v gost, kot bi imeli sicer do smetišča. Te stvari meni niso jasne in jih težko razumem, ampak se pa še vedno dogajajo. Žal še vedno in to v takih količinah, da človek ne more verjeti. No, imamo pa seveda probleme potem tudi z industrijo, ki je bila že omenjena. Vemo, da se Lesonit želi širiti, tle poskušamo preko naših mnenj in pobud pač preko Agencije za RS za okolje vpeljati določene previdnostne ukrepe, ki so potrebni za to, da bi se narava zaščitila. Kajti kljub temu, da razumemo gospodarstvo, da želi proizvajati dobiček in tako naprej, morate razumeti tudi nas, mi smo pač del stroke, ki je posvečena naravi, in naredili smo tudi že ogromno raznih evropskih projektov, s katerimi varujemo naravo, varujemo dvoživke, varujemo Natura 2000 vrste in tako naprej in potem seveda neki taki dogodki, ki poslabšujejo reko, izničijo vsakršne naše dejavnosti in napore za to, da bi to naravo popravili ali pa izboljšali, ker nam v bistvu take stvari seveda ne koristijo in padajo potem v vodo, grdo rečeno. Jame, ja, itak, jame so problem in jame smo tudi pri nas kar sistematično začeli čistiti, vendar žal to ne velja toliko za zgornji tok reke kot za spodnji tok, ki je podzemni tok reke, se pravi za celoten matični Kras. Imamo ogromno jam, ki so polne smeti. Taki kosovni odpadki, kot je železo ali pa kaj drugega, še ni tako problematično z vidika onesnaževanja, ker to je pač zgolj rja, ne? Ali pa železo oksid, medtem ko imamo tudi kemične onesnaževalce. To pa moram reči, da smo našli od nekih umetnih gnojil do, da ne govorim o tem, da je še kar nekaj jam onesnaženih z granatami iz cajta kapitulacije Italije, ko so noter z kamioni vozili v jame ves material, ki ga niso hoteli prepustiti pač sovražniku, ne. In tako naprej, skratka, jame so velik problem in velik potencialni onesnaževalec našega kraškega vodonosnika. No, ne glede na to, cilji zavarovanih območij so itak, poleg ohranitve narave in tudi ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, in zato se seveda prizadevamo, da bi ta raba naših virov potekala po načelih trajnosti in če ćemo preživeti konec koncev, ker smo od narave odvisni, je zelo dobro, da se potem izobražujemo, da nam ni vseeno, če nekoga vidimo, da ga opozorimo oziroma da konec koncev, zakaj pa ne pokličemo inšpekcijo, ker če nam je do naše narave, je pač treba ukrepati proti takim, ki
ki niso naši prijatelji. In narava je naše preživetje, vemo pa, da naravo stiskamo vsak dan bolj v kot, ne? In ta kot, ko bo premajhen, bo pač pripeljal do tega, da ne bomo več mogli tukaj živeti. No, sej itak narava, geologija. Geologija nam pove, naša geološka zgodovina nam pove, da bo na srečo ta zemlja preživela tako ali drugače, ali brez, ali z nami. Vendar mogoče je le dobro, no, da ne uničimo vsega in da nam ta zavest, da niti prostora, niti vode, niti čistega zraka, ki ga pri nas še imamo in ki ga propagiramo in ki ga pravzaprav cel svet hodi gledati k nam, kot nekaj zelo lepo ohranjenega, nekaj pristnega, nekaj, kar je še lepo videti, doživeti, zadihati in piti konec koncev, pač ohraniti, ne. No, še enkrat poudarjam, ne, ker smo vsi tako narejeni, da tisto, kar vidimo, je še nekako, tisto, kar ne vidimo, je pa pol super, ne, se ni videti. Vse vode tečejo v podzemlje in se prej ali slej pojavijo v naših pipah. Kraški vodovod je bil že omenjen, vse se sceja v Kraški vodovod. Podzemna voda je ne samo življenje za nas, tudi življenje za vse jamske živali, tako ali drugače je povezano z njim. Vemo, da v Sloveniji imamo največjo pestrost živalstva na svetu nasploh, kar se jamskega živalstva tiče, in že zaradi tega, ker smo lahko na to ponosni, se splača to našo vodo, od kjerkoli že priteče, ohranjati. Za nas pa za naše zanamce. Hvala. Hvala, Tomaž Zorman. Slišali smo, stanje je zadovoljivo, razmere se izboljšujejo, zaveščenost lokalnega prebivalstva narašča, ampak vendarle na posnetkih oziroma na fotografijah razmere v porečju reke niso take, da bi lahko bili ponosni na stanje. Tako, beseda je zdaj vaša, spoštovano občinstvo in udeleženci današnjega posveta. Kdo se bo opogumil in še katero besedo rekel na današnjo temo? Izhodišč za razpravo je bilo več kot dovolj. Ker se dogodek snema, kot sem že povedala, prosim, če se vsakdo od vas predstavi, pove, koga zastopa, ali občino, ali ustanovo, ali je kot zasebnik na današnjem posvetu. Izvolite. Dober dan vsem skupaj, lep pozdrav. Danijel Rojšek, sem z Zavoda za varstvo narave iz Nove Gorice. In lahko rečem, da starosta na tem območju. Že v 70-ih letih sem začel zahajati v te kraje, predvsem v jame, in takrat je bilo stanje res grozljivo. Zdaj smo slišali, da je zadovoljivo, občasno, če so dolgi, recimo novoletni prazniki, je barva velike vode reke v dolinah, mali in veliki, tako lepa, da jo primerjamo lahko s Sočo. Soča pa vemo, da je najlepša reka na zemlji. To pomeni, da seveda je tisti praznični čas počitka in industrija ne dela, ki je poglavitni vir vsega, kar smo videli. Zdi se mi pomembno, da bi začeli ljudje res na tem območju tvorno sodelovati in preprečevati vse vire odplak, predvsem pa teh detergentov, s katerimi perejo vse mogoče in jih potem na koncu koncev brez vesti zlijejo v vodo, pa naj bo to potok tam ob hiši ali en jark, ki je lahko tudi suh, pa ga potem ob naslednji povodni vse skupaj to konča, kje druge kot v kraškem podzemlju. Spomnim se odbora za očiščenje
reke. To je bilo v 80-ih letih in predsednik tega odbora je bil en polkovnik, komandant vojske v Ilirski Bistrici. No in po ne vem kakšnem ključu so povabili takrat še Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, kjer sem delal. No in sem prišel in je bilo tam ogromno praznih, pa tudi lepih besed, ki pa seveda niso nikakor mesto postale. Zanimivo je bilo to, da sem predlagal, da bi ta odbor podprl naš predlog za razglasitev reke, velike vode reke za naravni spomenik. In to je povzročilo seveda veliko ogorčenje in na koncu so me poskušali na štiri oči prisiliti, da bi ta predlog umaknil z zapisnika. Predloga nisem umaknil, ampak zgodilo se tudi tako ni nič. Ampak zanimivo, kakšni načini so bili, ampak mislim, da tudi zdaj se še kje dogajajo podobne zadeve, ne sicer tako javno, kot so se takrat, ampak bolj pretanjeno. Tako da ta odbor, ki bi ga danes tudi ustanovili, naj ima res en učinek, da ne bo še eden od številnih odborov, pri katerih delovanje sicer je bilo, zapisniki so bili, poročila, vse lepo in prav, ampak ostalo je zgolj pri besedah. Tako da želim res, da bi beseda meso postala, če rečem. Žal pa tlele ne vidim tistih, ki bi bili res potrebni in z dobro voljo pristopili k odboru in v njem tudi potem delovali z najboljšimi nameni. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Lepo pozdravljeni vsi skupaj, sem županja občine Hrpelje-Kozina. Jaz bi ob tej priliki rada tudi opravičila svojo kolegico. Vmes sva se slišali, ima druge obveznosti, zato je danes ni bilo. V bistvu bi pa rada pohvalila to predstavitev, ki ste jo pripravili, tako doživeto in slikovito, da je kar lepo potrkala na našo dušo. In bi pa rada povedala, da sem vesela, da je ta predstavitev sledila mogoče iskanju rešitev, ne samo postavljanja na levo ali na desno stran, ampak iskanju sobivanja. Mi tu bi lahko rekla iz te strani, da recimo ni bilo direktno obsojeno, ne vem, rečemo za gospodarstvo, za širitev Lesonita v Ilirski Bistrici, ne smo proti, ampak smo z namenom, da se poiščejo rešitve na kak način, da ste vpleteni v vse te postopke. Zdaj občini se poskušamo in se trudimo iskati najboljše načine tudi za zaščito oziroma za zaščito podtalnice, tudi s temi ukrepi, kot so nabave, subvencioniranje malih čistilnih naprav, ker se zavedamo, kako pomembno je to naše podzemlje. Konec koncev reka je bila vedno neka žila življenja, tam so nastajale vasi, mesta in jaz mislim, da je prav in sem tudi prepričana, da bo ta odbor, ki ga bomo danes ustanovili, vem, da jaz si želim biti član tega odbora, da bo pač opravil to nalogo, za kar smo bili ustanovljeni. Torej, še enkrat iskrene čestitke k lepi predstavitvi te problematike. Hvala lepa. Hvala lepa. Naprej.
Jaz sem Katarina Črneš-Štemberger, prihajam iz podjetja Provita. Nekako smo s Parkom Škocjanske jame sodelovali že pri sanaciji globovnika oziroma vsaj pri vzorčanju in oceni škode iz cednih vod, ki je prihajal v Trnovšček. Bi pa mogoče sam repliko na gospo županjo. Glede teh malih čistilnih naprav in subvencioniranja, naše podjetje se tudi ukvarja dosti s temi komunalnimi odpadnimi vodami, ne. Jaz bi mogoče rekla tukaj res, da je mogoče zgrešeno to malo. Zaradi tega, ker to so majhni točkovni viri na Krasu, mala čistilna naprava nikoli tako dobro ne bo delovala kakor večja in v bistvu tudi v Avstriji, v Nemčiji, ki se mi zdi, da so malo bolj napredni, kakor pri nas, ne, imajo priklapljanje v bistvu manjših, nimajo manjših čistilnih naprav, imajo vse na večje ali pa vsaj na srednje. Zaradi tega, ker tukaj, kakor smo videli, problematika je že s temi amonijakom, nitrati, nitriti. Vse to male čistilne naprave nimajo nitrifikacije in denitrifikacije. Večje čistilne naprave, 2000 enot, pa morajo to imeti in to se tudi spremlja. In strategijo bi še enkrat poudarjala, če se le da, ne vem, ali komunale ali občine, ki imajo, da se gradijo večje čistilne naprave. Imamo tudi potem samo en točkovni vir izpuščanja, tudi boljše, da se v reke spušča, ne pa v podzemni svet, ne. Tako da v bistvu bi samo mogoče pripomnila na to, no, da se tudi o tem razmišlja, no. Mogoče pri sami strategiji, no, da se to in tudi potem, da se te vodi, da so res vodotesni in tudi Arso ima tako, no, recimo, mislim, ni to glih porečje reke, ampak tlele imamo v naši občini problem, ker imamo čistilno napravo v Podgradu, v Hrušici, potem imamo industrijsko cono, Plamo in vsi imajo svoje čistilne naprave. In prav Arso so rekli, a ste vi, kakšno strategijo imate, tlele so na območju na 5 pa 10 km male čistilne naprave, ne. Namesto da bi šli strateško, ne vem, v eno večjo, ne. Tudi tudi bolj stabilno delovanje velikih čistilnih naprav, manjše so zelo na te šoke, ne, se pravi, če imaš majhno čistilno napravo ali pa hišno, ne, spustiš liter olja, biomasa ti odmre, ne, in potem rabiš spet mesec, dva, da se vzpostavi biomasa. Gotovo so to predlogi, ki zadevajo tudi širše lokalne skupnosti oziroma državo, ne, ker gre za reševanje problematike na sistemski ravni, ne. Hvala lepa. Še kdo? Izvolite. Sem Igor Batista, direktor komunalnega podjetja v Ilirski Bistrici. Moja razprava bo deloma po službeni dolžnosti, deloma pa po zdravi kmečki pameti. Po službeni dolžnosti bi rad opozoril, da bi bilo potrebno dopolniti potencialne onesnaževalce tudi objekte, ki so še ostali od pokojne Biofuture. Bojim se, da ga ni junaka, ki bi vedel, kaj se v tistih objektih trenutno nahaja. Mogoče so prazni, mogoče so polni, objekti so v državni lasti in mislim, da bi se morale inšpekcijske pristojne službe pozabavati tudi s to problematiko. Mi kot javno podjetje se v to ne smemo spuščati, pa tudi nismo pozvani za to reči. Drugo, kar bi rad povedal ali pa repliciral, prej ste pokazali odložene gume v naravno okolje in trditev, lahko bi to zastonj oddali v zbirni center. Opozoril bi rad, nič ni zastonj. Direktno noben občan ne plača, vendar vse odpadke se na vhodu v zbirni center praviloma vaga, 100% pa se vaga na izhodu. Zbrane tonaže se razdeli na prebivalce, kila odpadkov stane toliko, komunalno podjetje pripravi ustrezen elaborat, ga predoči županu in občinskemu svetu in župani se z večjo ali manjšo korajžo
lotijo določevati ceno odpadka na glavo prebivalca. Gospa županja, je tako. V zadnjem času so cene v porastu. Plače, energija, goriva. Naslednje leto je predvolilno leto. Ne predstavljam si rentabilnega poslovanja komunalnih podjetij, ker zelo težko se bo iz znanih političnih razlogov dvignilo cene ravnanja z odpadki. Pa to ni problem županov, to je širši državni problem. Rad bi povedal, da od Triglava do Snežnika na temu zahodnemu delu Slovenije ni enega centra za ravnanje z odpadki. Obalni odpadki se vozijo v Lenart, naši odpadki deloma Krško, deloma Jesenice, pivški odpadki na Jesenice. Boli me, ker mora brkinski narod plačevati transportni stroški na odpadkih pri zbiranju in oddaji znašajo približno 40%. V občini Bistrica je ta podatek bistveno manj hvaležen, ker smo druga največja občina po površini. Naš kamion za pobrati odpadni karton po celotnem področju, ki je 84 ekoloških otokov, naredi 167 km. V Ljubljani, v 2 ulicah v Šiški, je tak kamion poln na 500 metrih. Recimo za orientacijo. Rad bi pozdravil občinsko upravo, ker že leta financira prej 100%, zdaj dvotretjinsko zbiranje in odvoz odpadne salonitne kritine. Smo pospravili že večji del ali pa skoraj vse, ampak kljub temu odpadna tranitna kritina je prej zapakirana, končala zakopana na deponiji v Jelšanah v fazi mirovanja. To isto zdaj naredimo na Jesenicah, odlagališče pod Mežakljo. Dobesedno enako. Streč folijo zapakirana salonitna kritina, konča v zemlji in je zakopana. S tem, da plačamo 210 € na tono. Tretjina te cene pade na občane, 70-80 € na tono, na eni strehi je to strošek 250-300 € za občana. 1000 € per capita za občino, recimo za eno streho 300 kvadratov. To so anomalije, ki jih mora brkinski narod, ki dobi 650 € penzije, plačati. To je področje ravnanja z odpadki. Govorim detaljno in toliko časa je, pa da smo konkretni. Potem pa še nekatere zakonske nesmiselne ureditve. Bom zelo enostavno povedal. V eni vasici, cirka 100 prebivalcev, se pravi na mesec se porabi tam med 200 in 300 kubiki vode. Je potekala razprava o gradnji 4, mogoče 5 čistilnih naprav, ker v te naprave bi speljali odpadne vode z gospodinjstvom. Zadeva je bila že zelo daleč napeljana, idejni projekti so bili narejeni, vendar na enem od srečanj, ko je bilo to predstavljeno, je rekel en prebivalec: poslušajte, ma kaj delamo? Mi bomo 200 kubikov vode, ki so razmeroma čista, so tudi čistila noter, ampak bomo tistih 200 kubikov očistili. Ma ta in ta bo pa v ponedeljek speljal 10 cistern po 10 kubikov gnojevke in jo bo razlil neposredno ob reki Moli in reki. Pregnita ali pa nepregnita gnojevka konča na površini, lahko 2 dni pred dežjem,
na samemu bregu reke. To bi se dalo tudi fotodokumentirati, recimo. Gnojenje s kokošjim gnojem primešanim s klavničnimi odpadki je bilo prijavljeno in je preko vseh analiz in inšpekcijskih služb šlo mimo kot ustrezen ukrep. Eno so ukrepi kmetijske politike, drugo so ukrepi varovanja okolja in narave. Tukaj meni, sem prej rekel, po ZKP-ju, zdravi kmečki pameti, ti zobčeniki ne padajo skupaj. Še ena taka stvar, zbiranje in mehanska obdelava zelenega vrtnega odreza je obvezna. V zbirnem centru dobimo mesečno v poletnem času med 10 in 15 ton pokošene trave, drobnih vrtnih vej in tako naprej. V neposredni bližini se poseka 12 hektarov gozda, ostanejo v gozdu vse veje debelejše tanjše od 15 cm, tisto je v skladu z zakonodajo, ker je prav, da v naravnem okolju tiste veje ostanejo, medtem ko pa trava in drobcene veje z vrtov je treba pa mehansko prej obdelati, da lahko konča pri ustreznem prevzemniku. To so za moje pojme nelogične zadeve. Upam, da sem zaenkrat toliko, upam, da sem na zelo eksakten primer pokazal grobe anomalije, tako zakonske, kot dogodke na terenu, ki se nam v tem našemu življenju dogajajo. Hvala lepa. No, gotovo je namen tega posveta in nadaljnjih, kot smo dejali večkrat danes, da se preide tudi od besed k dejanjem, da se doseže spremembe in izboljšave na teh področjih, ki ste jih omenili, predvsem pa, da se ozavesti prebivalstvo, da neha onesnaževati svoj življenjski prostor, ker na zadnje gre za to, in pitno vodo, kot smo slišali danes. Še kdo želi besedo? Bom kot tudi jaz to, da vas vidim vse. Luka Špilar, predstavnik občine Ilirska Bistrica, poveljnik civilne zaščite, pa v končni fazi po privat sferi tudi predstavnik rafting kluba Mrzla voda kot dolgoletnega, bomo rekli, društva, ki si dolga leta prizadeva ozaveščati, pa tudi neposredno čistiti to našo reko. Pa v končni fazi tudi človek, ki živi 2 metra od reke, že od svojega rojstva. Več je stvari, in verjetno razprava bi bila lahko še bistveno daljša, kot danes bo, sploh če bi bilo še več akterjev prisotnih. Mislim, da to, kar je ta zadnji povedal in načel direktor komunalnega podjetja, mislim, da je zelo prikazno, v kaj vse trčijo tudi ljudje, ker včasih je mogoče celo preveč izpostavljeno ta ozaveščenost oziroma se smatra, da te ozaveščenosti ni. Mi ugotavljamo tudi z akcijami, ki jih imamo, da ozaveščenost niti ni, tako da je ni ali pa da ni prisotna, ampak ko si pa podvržen vsem tem stvarem, se avtomatsko lahko, bomo rekli, po nekem iskanju krajšenc, bližnc, znajdeš, da si smatran kot v končni fazi tudi onesnaževalec, s tem, ker so regulatorji oziroma država norme napisala takšne, kot jih je. Ampak tle bo verjetno treba, mogoče tu ni dometi tudi foruma, ki bi bil formiran, mogoče samo da opozarja, ne pa da bo kaj bistvenega spremenil. Ker se tiče pa same reke neposredno, jaz mislim, da truda je bilo veliko vloženega in mislim, da ga še vlagamo, tudi skupaj z Škocjanskimi jamami.
pa mislim, da tudi lokalne skupnosti, bom tle direktno tudi že, ker sem jaz, bom rekel, skrbnik pogodbe za azbest v lokalni skupnosti povedal, mislim, da prizadevanja so in ni da na to problematiko ne gledamo oziroma se ji ne posvečamo. Bi bilo pa verjetno potreba še kaj več. Tle tudi iz strani gospodarstva, sigurno sogovornike iskati, ne. Mislim pa, da pomembno je, da nekako ljudje vzamejo sejo, pa da jo še v večji meri jemljajo za svojo, to rekel, ne. To je, mi z več desetletji te čistilne akcije, ko se dobesedno spuščamo po reki z čolni, no, ker pač s tem se ukvarjamo, pa vidiš, da je to ljudem kar zanimivo, ne, in pol na koncu vrata, da ti ljudje avtomatsko začnejo na to reko drugače gledati, ker vidijo tudi te njene druge strani, ne. Resnično, že nekaj njem sem dobesedno oziroma pokazal, kako je, če se peleš od tle, bomo rekli, z Vremske doline proti Bistrici po cesti, pa kako je, če se peleš z čolnom po reki. Perspektiva, pogled je popolnoma drugi. In miselnost tega človeka se na glavo obrne z enim samim spustom. To si človek težko predstavlja, ampak dobesedno tako se dogaja. Tako da mi se trudimo in ljudi je veliko, kako smo jih že peljali in se z nami v to spuščajo, ljudje popolnoma drugačne začnejo gledati na te stvari, ko so enkrat v reki in ne na bregovih reke. Tako da mi se bomo še naprej trudili in tudi za kakšno sodelovanje v kakšni tej skupini, karkoli že bo, mislim, da bomo z veseljem tudi pristopili. Je pa sama reka, zdaj bo, če grem na vidik civilne zaščite oziroma kot poveljnika, precej navihana, ne. To je zelo navihana reka. Tako, na primer, zdaj imamo precej sušno obdobje, ne. Tako da se pojavljajo eni pojavi ob tej reki, ne, v tem sušnem, ne. Tudi kakšni tisti izviri, kot je bilo prej zelo zanimivo, žvepla, na primer, ne. Pa so pa ti izjemno hitri, kratke časovne periode in izjemne dvigi vodostajev, ne, ki se dogajajo in jaz tako vsaj nekako napoved gre v to smer, da bo tega vse več, ne. In je tudi z tega vidika, bomo rekli, ta izpiranja teh, bomo rekli, onesnaženja strani teh, ko reka izpira stvari po dolgem času, bo verjetno tega kar veliko, ne, in to se kar intenzivno zgodi zdaj po nekem daljšem časovnem obdobju brez dežja, pol pride kar hitro vse tisto spiranja parkirišč in vsega ostalega v reko, to je dejstvo, ne. Je pa tudi kot ena zanimivost, ki mogoče tudi vpliva na onesnaženje, ne, pa ni bila direktno izpostavljena, je tle mogoče koncesionar, mislim, da ni prisoten danes, ki upravlja za samo reko, VGP Drava, je tudi bogatenje reke, na primer v poletnem času, ne. Reka dobesedno poleti po zunanjem toku praktično niti ne pride v ta del, v jamo, ne. Ne bi prišla niti do stika s Krasom, verjetno, če ne bi bilo bogatenja poleti, ne. To je tudi en tak pomemben aspekt, tudi pri onesnaževanju, ne. In se je tudi tega bogatenja potrebno zavedati, tako kot se mi v civilni zaščiti zavedamo tistega drugega pomembnega dela teh pregrad, Mole in Klivnik, to je za zavarovanje premoženja in ljudi o poplavah, kot te valove ploščijo v teh pregradah. Je pa bogatenje vendarle pomembno, ker praktično je v tem sušnem obdobju mogoče ta največji vir reke reka Bistrica, ne, kot izvir, tako da veliko je še za debatirati in tudi jaz pozdravljam forum, ki bi se ustanovil in se bomo verjetno tudi lahko priklopili. Tako da hvala vsem za vse. Hvala lepa. Ja, mikrofon. Omenjeno je bilo tudi nekaj izrednih dogodkov na čistilni napravi v Ilirski Bistrici. Pa bi rad povedal ozadje. Ja,
Tu so bila dva potencijalna onesnaževalca, eden nekajkrat. Javno podjetje Komunala ga je dobilo, pripravilo slikovni material, poklicalo kriminaliste, okoljsko inšpektorico in na licu mesta smo ugotovili po nekajkratnih dogodkih. Treba je vedeti, da z Bistrice do čistilne naprave je čas potovanja odpadne vode med 3 in 4 ure. Vendar smo dobili povzročitelja, ta povzročitelj ni odgovarjal in sodnega epiloga ni bilo. Drugi, zadnji dogodek je bil zelo podoben. Uspeli smo dobiti povzročitelja prvič, ne drugič. Pripeljana je bila večja količina odpadne vode, ki je bila v bistvu razredčeno čistilo, izredno povečan pH, povečana temperatura. Dobili smo povzročitelja, dokumentirano je bilo, obveščena policija, obveščen mobilni laboratorij Inštituta Jožef Štefan in okoljska inšpekcija. Verjamem, da so precej naredili, epiloga ni bilo. Opozorjeni smo bili pa mi, kot upravljavci čistilne naprave, da ne obvladujemo delovanja čistilne naprave, ker je na iztoku prišlo do povečanih pH vrednosti. To so recimo tudi take, za moje pojme, anomalije. Ob tem bi pa še rad povedal, ker je gospa ali gospodič naprej govorila o malih čistilnih napravah, na en zelo širok problem. Lansko leto v COVID razmerah so bile osnovne šole zaprte. Vse osnovne šole, ki so opremljene z malimi čistilnimi napravami, so bile v bistvu ob začetku šolanja brez čiščenja odpadnih voda, ker vemo, če ni konstantnega dotoka, biologija umre, ker nimajo kaj papcati in je potrebno vzpostaviti delovanje malih čistilnih naprav, tudi recimo za šole in podobne objekte, ker je premalo, da se v gradbenem dovoljenju napiše, potrebno je čistiti odpadne vode v mali čistilni napravi in odpadne vode ponikovati naravno okolje. Napravo se sezida, prereže se trak in se pozabi, da je čistilna naprava sploh tam vgrajena, razen zdaj, ko se je pojavljalo, da je zelo smrdelo. Tista čistilna naprava je bila zgolj pretok odpadnih voda v naravno okolje. Tako da projektanti pa investitorji bi se ob tem morali tudi zavedati, da s čistilnimi napravami je treba upravljati. No, hvala lepa tudi za to. Upam, da se boste vključili v bodoči odbor in z veliko konkretnimi predlogi sodelovali pri tem, da se pride do konkretnih rešitev in predlogov državi, seveda, in celotnemu sistemu. No, hvala lepa tudi predhodnemu govorniku. Verjetno tisti, ki onesnažujejo, se čistilnih akcij ne udeležujejo, ampak morda bi jih kazalo vsakič znova malce podrezati, da ne bodo naslednji dan, ko bo čistilna akcija opravljena, zopet izlijeli umazano vodo ali pa odložili odpadke na tisto mesto. Še kdo želi besedo? Izvolite. Še enkrat bi se oglasil. Namreč prej smo slišali o muhavosti velike vode reke. Naravoslovno je izjemna posebnost. Razmerje med največjimi in najmanjšimi pretoki presega 1:3000. Tega v Sloveniji nimamo nikjer drugje. Potem zanimivo je tudi to, da razmerje med stalnimi in občasnimi pritoki je zelo veliko pri tem, da je seveda večina občasnih pritokov, kjer so struge večino leta suhe. Tlele imamo sušico, kjer je reče dolgo prek 11 km, pa nima niti metra stalne vode. Tako da to so take naravoslovne posebnosti, ki to območje uvrščajo na vrh slovenskih naravoslovnih posebnosti.
Tudi poplavne vode, poplavni valovi so izjemno siloviti in seveda te poplavne vode, vse, kar leži, kar so odlili in se je posušilo, v teh strugah odplavijo. In to, še enkrat rečem, konča vse v kraškem podzemlju, sicer razrečeno, ampak kasneje se seveda nazaj zgosti, ker drugih možnosti ni. Toliko na kratko v teh naravoslovnih posebnostih. Pol bi rad sam še rekel še to, da kot je direktor komunale povedal, male čistilne naprave so popolnoma zgrešene. To je brez smisla, ker ne delujejo. To imamo mi izkušnje iz območja, ki ga pokrivamo pa 1/5 Slovenije, 4000 kvadratnih kilometrov. No, potem imamo pa še tole, takrat sem že omenil tista 80. leta, ko sta nastali oba zadrževalnika. Način pravilen je čiščenje odplak, ne pa rečenje. Z rečenjem ne dosežemo nič. Na koncu se spet to zgosti. No in za konec bi pa rad opozoril še na rabo zemljepisnih imen. Mi Slovenci seveda imamo čudovit jezik slovenščino, ki je pa tako zapletena in težka, da je redko kateri zna pravilno uporabljati. Ampak zemljepisna imena so pa naše izročilo in naši preprosti ljudje so poimenovali vse pojave, ledinska imena, zato da so vedeli, kje se kaj dogaja. In mene prav zaboli, ko slišim izobražence, da začnejo ponavljati lastno in obče ime. Rek oziroma voda z imenom reka imamo v Sloveniji 17. Živim v Brdih, ker imamo Briško reko. Tukaj ima to lepo ime Velika voda, ki ga jaz ne znam tako izgovoriti, ki ga znate tle domačini. In bodite ponosni na to izročilo. Velika voda pomeni poplavo in ta poplava je tisto, kar to imenitno reko uvršča v sam vrh naravoslovnih posebnosti z vsem ostalim vred. Tako da pomislite, preden bebljate, kajti s ponavljanjem enih in istih besed ne poveste nič. Meni se je zgodilo to, da sem na mesto, na Dobrovo, šel tjale na Koseški most na en sestanek. In to so bila 80. leta in je bila prava farsa, ko sem poklical v tajništvo zavoda in je rekla tajnica, ja pa kje pa si ti? Jaz sem rekel, tle, v Ilirski Bistrici. Ja mu je rekla, oni te čakajo na Dobrovo. Jaz sem rekel, rečem, da ne grejo domov, ker jaz sem prišel iz Bistrice na Dobrovo v tistem času. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Še kdo želi besedo? Lep pozdrav sem skupaj. Jaz sem predstavnica civilne iniciative Eko Bistrc. Mi smo se pač zdaj oblikovali prav z tega, ko se Lesonit misli pač večati proizvodnjo in smo dali tudi pripombe na Arso. Ja, nekako bom rekla tako, mi smo pričakovali malo večji odziv od vseh institucij, ki so tle mogoče lahko nekako vpletene. In ker ga ni bilo, smo bili prisiljeni se organizirati sami. Zdaj lahko pa čisto konkretno, glede na to, da bivam, zdaj gospod Peric ve, ki živim, no, prav zraven reke. Veste, stvar je zelo enostavna, že sam sprehod od nas pa do recimo, bom rekla, do bioplinarne, naprimer, če greste, tam je en kup enih izpustov, ki so vidno zakriti. In jaz ne vem, zakaj tle noben nič ni še ukrepov, no, tako bom rekla, čisto konkretno. Tako da, glejte, pozdravljamo vsekakor posvet za čisto reko in vsekakor, da se nekaj oblikuje, nek odbor.
Mislim pa, da bi potrebovali tle tudi pač politike in to stranno, da je na naši strani, tako bom rekla. Nekje je treba, hvala lepa, nekje je treba začeti, ne? In iz ljudi morajo priti očitno pobude, predlogi za spremembe. Izvolite. No, jaz sem Vladimir Žnidaršič, nekateri me poznajo, nekateri ne. S to rekel, za čisto rekel, pač začeli smo s tem spustom, ki je pregovoril tudi gospod iz Mrzle vode, iz rafting kluba. Pred, mislim, 40 let, ampak za čisto se je začelo že 74. leta na kongresu Jamarjev in speleologov v Lipici. Od takrat se stalno dela, tudi odbori so bili imenovani, ampak veste, dokler politika ne bo pristopila zraven, tukaj se lahko postavi odbor, komisija, ne vem karkoli, ampak ne bo pravno formalne moči. Ti lahko protestiraš, politiko je treba prepričati v to, da se ta reka uredi. Ker stvar je v tem, kot je gospod prej rekel, velika voda je tu. Ampak ta velika voda ne zaradi poplav. Zakaj so poplave? Poplave so zato, ker se že, moram reči, Italija že začela z regulacijami in te regulacije so, po vsaki regulaciji je nihanje vode se povečalo. Nikoli ni reka pri naši hiši, smo tik ob reki, smo imeli mline in žage, nikoli ni prišla na dvorišče. Na dvorišče je začela prihajati, ko so se delali nespametni posegi v reko. Tudi prej, ko smo gledali analize vsebnosti SO4, SO2, NO2, bom rekel, tu so spojine, ki jih najdemo v dimnih izpustih. Reka, samo vse naše dobre in slabe stvari, ki jih spustimo v zrak ali iz hiše, pridejo v reko. To je samo zbiralnica naših pametnih in neumnih odločitev in dejanj. Zaradi tega mislim, da bi treba nekje začeti. Začeti bi treba pri nadzoru zraka, ker v zraki bomo najdli te dušikove pa žveplove spojine. In bi treba z našimi župani, sicer v Bistrici moram reči, da je župan zelo, nam gre na roko in pomaga, ampak stvari nekako ne grejo skozi te komisije, skozi svete. Tu se zmeraj se nekje ustavi. Jaz mislim, da bi treba po tej dolini postaviti merilne naprave za zrak in bomo vedeli, odkje je SO4, odkje je SO2, odkje je dušikove druge spojine. Tako da stvari je treba nekje začeti. Reka je imela od naše hiše, recimo tle od spodaj Bistrice do Vrzabič je bilo 20 jezov. Ja, ampak Italija jih je nekaj porušila, potem jih je Jugoslavija še nekaj porušila, struga je bila prej šla v meandrih in je ta struga zadrževala najmanj 10-krat večjo količino tekočine vode, kakor pa danes. To je bil pa narejen direkten kanal, jezi so se porušili, voda se ne bije noter in zadeva pač gre tako, kot gre. V Avstriji recimo so začeli popravljati vodotoke zaradi poplavnosti in ker se s tem dela škoda, so začeli nazaj struge obnavljati, kot so bile pod staro Avstrijo, izpred 100 in več let. Nazaj delajo jeze, nazaj delajo meandre in so ugotovili, da s tem načinom se urejajo, se spet umirjajo te reke in vodotoki. Tako da tle, ki je kaj, ampak komisija, ali odbor, ki bo tle, predvsem je treba politiko prepričati v to, da je tako prav. Sicer te reke ne bomo nikoli rešili, ampak bo zmeraj slabše. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Direktor Parka Škocjanske jame, Stojan Ščuka. To, kar je gospod Rojšek rekel, je res. Dejansko ponovno nek odbor, ki ga bomo ustanovili, ampak ne moremo pa to reči, zdaj bomo pa odbor ustanovili in bomo čakali, da se bo nekaj zgodilo. Nič se ne bo zgodilo, če mi sami ne bomo nekaj naredili. In zdaj imamo samo dve možnosti, ali rečemo, bomo jokali in stokali še naprej, ali pa bomo nekako skupaj stopili, ker ko skupaj stopimo, smo močnejši, zanesljivo smo.
mi pustimo zdaj ta leta covida in tako naprej, ampak drugače imamo neka finančna sredstva tudi za neko pravno pomoč in tako naprej. Z vami smo bili vključeni tudi v takratno monitoring reke, da smo ugotovili, da so trdni delci in tako naprej. Torej, če bomo skupno pristopili z res enim iskrenim interesom, da se stanje izboljša, bomo mogoče nekaj dosegli. Tudi danes, ko poslušam to razpravo, slišim kar nekaj zadev, ki kliče po nekem skupnem pristopu k reševanju teh problemov. To, kar je direktor Batista rekel, ne, hudimana, kaj to se je res zgodilo, ne, a so mediji to vedeli. Zakaj nismo to dali v medije in dejansko to se mora nekje razvesti, ne, ker dejansko, da je tak kriminalc, lahko rečemo, ne, to naredil in da je ostal nekaznovan, ni prav. Ne. Zakaj se je to ustavilo? To je delo zdaj tega odbora. Tako da jaz verjamem v ta odbor, moramo pa res pristopiti vsi tisti, ki smo zainteresirani in nekaj narediti in pol na koncu reči, nismo bili sposobni narediti nobenega premika ali pa smo ta premik naredili. Hvala. Ja, hvala lepa. Danes ste očitno razpravljavci vsi naklonjeni in razumete, zakaj je to potrebno urediti na tak način. Izvolite. Predsednica sveta Parka Škocjanske jame, moje ime je Marjutka Hafner. Sem tudi zdaj že drugi mandat predsednica sveta parka in lahko vam rečem, no, da gre prvič, moram poudariti, da gre res za enkratno lokacijo. Skratka, na tem območju ste eno izmed redkih območij na svetu, eno izmed 15, ki je vključeno tako v seznam svetovne dediščine, kot v seznam človek in biosfera in je tudi mednarodno pomembno mokrišče po Ramsarski konvenciji. V vsem času, ko sem sodelovala pri delovanju Parka Škocjanske jame, tudi prej, ko še nisem bila članica sveta oziroma predsednica sveta, lahko rečem, da se tukaj na tem območju je zbrano ogromno neke pozitivne energije, zbrano je ogromno znanja, stroke, in zbrana je tudi, bom rekla, želja tako lokalne skupnosti, če pod lokalno skupnostjo razumemo lokalno politiko, župane, občinske svete in tako naprej, kakor tudi ljudi, ki ste zbrani v različnih civilnih iniciativah. Ampak brez sinergije, sami vemo, da je izjemno težko potem vplivati na odločitve, ki niso izključno v vaših rokah, ki niso izključno v rokah recimo javnega zavoda, ki niso izključno v rokah določene občine ali pa krajevne skupnosti ali kakorkoli pa že. In z tega vidika se mi zdi, da to ne bo samo še ena ali pa naj ne bi bila samo še eden izmed odborov, ampak da se vse to naprimer združi. Zdaj, kot razumem, recimo na tem območju zdaj delujeta vsaj dve civilni iniciativi. Ena je pri vas v Ilirski Bistrici, zaradi širjenja proizvodne, druga je civilna iniciativa Brkini, ki se zaenkrat zelo uspešno in tudi strokovno podkovano upira načrtom Ministrstva za okolje in prostor, da bi zajezili Suhorco oziroma celo Padež in ponuja druge rešitve. Tu so tudi lokalne skupnosti, občine, ki so na strani teh civilnih iniciativ. Zato se mi zdi, da to pomeni v bistvu to, da se združi energija ljudi in volja ljudi, ki v končni fazi lahko tudi odločajo o določenih zadevah, da se združi stroka, ker Inštitut za raziskovanje Krasa in druge strokovne inštitucije, ki delujejo na območju parka, bodisi v skladu z svojimi programi ali pa z načrti nadzorov, ki jih park dela, in seveda tudi javni zavod, ki ima kot eden izmed redkih, moram reči, poleg Triglavskega narodnega parka, svoj zakon, ki mu nalaga določene obveznosti in tudi državi nalaga določene obveznosti. Tako da jaz upam, da boste lahko te energije združili, ta znanja združili in v bistvu enotno nastopili proti tistim, ki pač želijo delovati v nasprotju z bodisi vašimi željami, interesi in pa tudi interesi same reke in celotnega tega področja. Hvala. Hvala tudi vam. No, kot je slišati, je bilo iz današnje razprave izhodišča za to, da se resnično ustanovi odbor za čisto reko in da bo delal konkretno so
ljudje so za to, tudi predstavniki različnih inštitucij, lokalno prebivalstvo. Bo treba sicer še veliko narediti na tem področju, ampak vendarle za izhodišče, za začetek je to današnji posvet in današnja razprava dobra spodbuda. Še na odru imamo Mitja Prelovšek, želite? Ja, želel bi samo kaj pojasniti, ne. Kar se tiče količinskega pa kemijskega stanja reke. Treba se zavedati, da vse tiste snovi, ki so bile prikazane tamle gor, so tudi naravnega izvora, ne. Tako nitrati izhajajo iz narave, tudi sulfati izhajajo iz narave in tudi visoke vode reke v bistvu so pogojene z samim porečjem reke. Če ima Suhorica recimo 25 kubičnih metrov na sekundo ocenjen 10-letno povratno dobo, pa je neposeljeno površje, pa je gozdnato površje, pa če predstavlja 10% pretoka reke, potem vidimo, da gre reka komot lahko na 250 kubičnih metrov na sekundo. Tako da te visoki pretoki reke so čisto naravno pogojeni. Kar se tiče pa recimo sulfatov, sulfati pa ne izhajajo iz zraka, ampak izhajajo iz fliša. Namreč v flišu imamo precej pirita, železovega sulfida, ko ta pirit prepereva in se veže s kisikom, so sulfati v bistvu čisto naravni in večji, ko je delež teh pritokov z barkinov, večji delež imamo sulfatov, ne? Tako da to ni pač človeško pogojeno. So pa seveda druge snovi, kot so kloridi, ki pa so povečani zaradi prisotnosti človeka nadpovprečno, recimo, če so naravne koncentracije 2 mg na liter, a ne vse, kar je tam do 7, si predstavljamo, da prispeva človek, torej 5 mg na liter prispeva človek, torej več kot sama narava, za sulfate pa tega ne moramo trditi, ne. Ko imam že glih besedo, me veseli v bistvu, da je direktor komunalnega podjetja poudaril problem identifikacije in pa tudi sankcioniranje teh kršitev. To mislim, da do tega pravzaprav niti ne bi smeli prihajati, ker je navsezadnje to tudi spodbuda, da s kršitvami lahko nadaljuješ. Po drugi strani sem pa mislil vprašati, kakšne ukrepe ima pravzaprav čistilna naprava, ko do takega onesnaženja pride. To se tudi velikokrat ne izpostavlja, namreč dokler ne rešimo problema, ta slabo ali pa celo neočiščena voda ne more iztekati iz čistilne naprave in v tem primeru ima čistilna naprava bistveno večji vpliv na okolje, kakor pa če vode ločeno ponikamo preko greznic ali pa malih komunalnih čistilnih naprav. Zagovarjamo v bistvu rešitev, da bi mogla vsaka čistilna naprava za čas trajanja okvare zagotoviti kapacitete za zbiranje odpadne vode na iztoku, da pravzaprav ta voda ne bi iztekala v okolje. Tako da me konkretno zanima, kakšni ukrepi so na čistilni napravi v Ilirski Bistrici, ko pride do onesnaženja, da voda na iztoku ne teče v reko, ampak to vodo prestrezate in jo odvajate v ločen zalogovnik ali pa na druge čistilne naprave, dokler se problem ne reši. Se problem ni vaš, to vas čisto razumem, ampak v bistvu ta voda samo preide čistilno napravo in gre na to v reko, če jaz prav razumem. Kakšne so te kapacitete za hranjenje te vode? Ilirska Bistrica ima 2 bazena, zelo velika, in uspemo, ker imamo pač ustrezne alarmne sisteme, zamejiti obremenjenost na en bazen. V tem primeru tisti bazen v bistvu blokiramo, potem drugi bazen s prirejeno tehnologijo, ne na avtomatski način, ampak s prirejeno tehnologijo in zadrževanjem vode v kolektorju, čistimo in počasi dodajamo tisto preveč obremenjeno vodo v drugi bazen. Ko smo dobili pH vrednost 14,5, smo tisti bazen počasi črpali v drugi bazen, ki je bil v funkciji in na tak način v 12 dnevih posanirali stanje. Na kar smo aktivno blato z aktivnega bazena prečrpali tudi v tisti obremenjen bazen in vzpostavili delovanje obeh bazenov. Vendar to traja, recimo v zimskem času, ko je bilo, takrat je bilo to več kot mesec dni. Tako da
To predstavlja potem v zaustavitev avtomatskega delovanja čistilne naprave, operater 24 ur na dan tam, krmiljenje, pogosto jemanje vzorcev, v bistvu improviziran način delovanja. Nimamo pa možnosti akumulirati neko zelo veliko količino vode, obremenjene vode, v nek bazen, ki bi bil akumulacija, ki ga bi pozneje lahko v ta avtomatski način delovanja čistilne naprave spuščali. Imamo bazen za 60 kubikov grezničnih odplak, vendar ko se pojavi ta obremenjenost in se primeša voda, predvsem v padavinsko intenzivnem obdobju, prije to bistveno več kot recimo 60 kubikov. Zdaj, ko je faza sušnega obdobja in ko ni vdora meteornih voda tudi v ta fekalni del, bi bilo to bistveno lažje. Torej so načini, da do onesnaženja reke pravzaprav ne pride iz čistilne naprave. Ste zmožni to sprocesirati ne z zadrževanjem, ampak z svojimi internimi procesi med bazeni? Do pretiranega onesnaževanja na iztoku ni prišlo, povem pa pošteno, da pene na reki ob izlivu vode, ki gre iz čistilne naprave in je tam kaskada cirka 2 metra, odvisno od nivoja reke, je prišlo do penjenja vode na iztoku. Še to bi rad povedal, takrat je bila kar neka panična situacija in kaj narediti, ali obvestiti javnost, ali ne obvestiti in ustrezne pristojne službe. Moje in naše stališče je, o izrednih dogodkih je potrebno nemudoma odreagirati, nič skrivati. Nismo mi tisti, ki smo bili povzročitelji tega, mi smo imeli težave in bolj, ko se to razbobna v javnost, večja stopnja opozarjanja se doseže. Konkretno v Primorskih novicah je bil ta izreden primer z moje strani obrazložen in moj kolega z področja sežanske občine oziroma Kraškega vodovoda me je naslednji dan klical in rekel, glej, prej smo imeli mi ta problem, pa smo rešavali z odvetniki, pa smo se glih na kolegiju pogovarjali, kako to, da zadnje 3 mesece nimamo več tega problema. Glej ga Šmentana, čitam v Primorskih novicah, imate pa vi. To je običajno tako, ne? Se proba tam, je pa problem kanalizacijskega omrežja, to je tovarna na prostem na razdalji 200 km kanalizacijskega omrežja. Praktično nemogoče je nadzirati vsak jašek, vsako rešetko, so tudi deli javne kanalizacije po privatnem zemljišču, ki je ograjeno, in pač nekdo lahko parkira petek zvečer vozilo, odpre ventil in to počasi, kje do nedelje teče. No, hvala lepa. Vidim, da bo veliko problemov imel odbor za razreševanje. Počasi bomo današnjo razpravo zaključili. Želi še kdo morda od sogovornikov na odru besedo? Še enkrat zapovedati, da je res, da te stvari med Ministrstvom za okolje in Ministrstvom za kmetijstvo oziroma kmetje in nami niso popolnoma usklajene. Dejansko smo tudi mi že večkrat prijavljali polivanje pretiranih količin gnojevke naenkrat z pridatkom klavničnih odpadkov, to nam je zelo znano, tudi na Savuškem polju recimo, in žal tle inšpekcija je tudi zatajila, ne? Ker dejansko po gnojilnem načrtu je to vse mogoče, vemo pa, da v podzemlju jamske živali tega zagotovo ne prenesejo in je to huda katastrofa, pa seveda potem tudi za podtalnico. Tako da tukaj bo treba še marsikaj narediti.
Dobro, hvala lepa tudi za te besede. No, kot že rečeno, odbor bo imel veliko dela. Razumem iz današnje razprave, da ste vsi za to, da se ta odbor formira in da se začne s konkretnim delom. Na kratko, če sklenemo, hvala vsem razpravljavcem za vrsto dobrih pripomb in predlogov. Treba bo zmanjšati ali izničiti nabor potencialnih onesnaževalcev, povečati ozaveščenost o izpustih v vodotok in njihovem preprečevanju in rešiti neskladje med naravovarstveno in kmetijsko zakonodajo, pa verjetno še kaj drugega razrešiti. Tako da dobra popotnica današnji posvet, današnja razprava za ustanovitev odbora in zdaj samo še, da se dogovorite, kdaj bo ta odbor začel delovati in kdaj bi ga lahko formirali. Morda že danes postavite nekatere temelje, nekatera izhodišča. Borut Peric. Mislim, da je bilo smiselno poslati vabilo s pristopno izjavo recimo v ta odbor in predstavniki posameznih institucij in drugi individualni posamezniki bi, ne vem, z odgovorom ali s podpisom ali kakorkoli privolili v ta odbor. Tisti, ki niso bili danes udeleženi, pa bojo morda tu spremljali preko YouTube kanala, a jih bomo pa lahko še naknadno povabili zraven. Ko se bo pol formirala neka skupina ljudi, s katero bomo zadovoljni za začetek, bi pa pol sklicali recimo v začetku naslednjega leta en uvodni, začetni sestank, srečanje, ker bi se ali pri nas ali na neki lokaciji, ki se bomo dogovorili, dobili in dorekli morda, kdo bi vodil ta odbor, kakšne funkcije bi vsak imel od nas in na kak način bi se pol v prihodnje srečevali, katere problematike in na kak način bi obdelovali. Ne vem, če se strinjate s takim predlogom. Ok, hvala. Dobro, torej res od besed k dejanjem. Hvala lepa še enkrat in lep dan vam želim. In kot rečeno, ker se je dogodek snemal, trenutek, ja, si ga lahko ogledate na YouTubeu Parka Škocjanske jame in seveda na koncu sledi tudi zakuska in še neformalno druženje in še marsikatera razgovor, izmenjava informacij, tako da vabljeni tudi v sosednji prostor na klepet. Lep dan vsem.